Pozdravljeni učenci, kako smo kaj? Ste v redu? Ste opravili domačo nalogo? Zvezke ven pa povejte, če ste kaj po vodi hodili, pa koliko litrov vode ste na dan popili? Kakšni so vaši izsledki zdaj? Da sem se lagal, ali da sem se zmislil, ali da niste se dosti umirili? Mislim, da če niste nič občutili, sem ta zadnja še opcija. Pejte z mano, bom vam jaz pokazal, kako to gre. Jaz imam eno zelo pomembno stvar, ki jo v bistvu moramo razumeti. V življenju moramo za svoje dosežke plačati kakšno ceno, in tudi se moramo samokritično se oceniti, ali smo kaj naredili dobro, Mislim, ne moreš zdaj skuhati eno klinc-klanc pašto, pa jo hvaliti ka strela, Če ni dobra, ni ratala pač, saj ne rata vsaka. Tako ka meni marsikaj ne rata, saj vidite, kaj pač. No, in to ceno svojega, recimo, življenja sem jaz konkretno plačal, Nič nisem, življenje mi je dalo te neke tarife. In nikoli v življenju si jaz nisem mislil, da bom komu kaj predaval. En mesec smo skupaj, 10.000 ogledov ste našraufali. Podelil sem vam 350 ur lekcij, vsebin, stvari, ki jih gledate nadpovprečno dolgo in zavzeto. Meni so te povratne informacije dale napotek ali pa dejstvo, da sem zabredel v eno veliko odgovorno situacijo, ki jo niti pod točko razno ne mislim izpustiti, ampak samo še nadgraditi, v vseh segmentih. Odločil sem se, da je to moj primarni del življenja. In ne dvomim, da si to moje znanje ali pa pristop, ne morem faliti in ne bom lačen nikoli več. Dejstvo pa je, da sem plačal ceno zelo veliko že in nekako bi želel, da tudi vi ocenite moje stvari na nek način. Vi ste že potrdili, da to gledate brezplačno, ure in tega bo sam še več in sam še več. Veste, šolnine so načeloma ful drage. In glede na to, da bom še kar nekaj časa rabil, da bom zbral 1000 naročnikov, pa dal kakšno glas gor, te stvari trajajo navadno mesece, a vidiš, pri denarju se vse konča, pa mi je misel zginila, kaj tacga. Skratka, da mi date oceno, tako, saj jo imam. Da ocenite, koliko se vam zdi taka stvar vredna. Ali je vredna dislike, se pravi rokica na dol, ali je vredna rokica na gor, ali je vredno, da to delite, ker s tem bi meni pomagali, ali imate mogoče možnost nakazati mi sredstva, pogovarjamo se 2, 5, 10, 20 evrov, vsak naj pri sebi oceni, Veste, v cerkvi so tudi rekli, te puščico pa vrš kakor češ, Ne gre za to, da prosim, ker ne bi rad prosjačil. Bi pa rad, da vsi skupaj razumemo, da od nobenega nič ne zahtevam in brezpogojno dajem. In predajam. In tako bo tudi naprej.
In evo, jaz bom eno širšo predstavitev o sebi naredil, jo bom mogel, ker se porajajo zdaj že vprašanja, pa odkje tebi te stvari, pa kaj si počel, pa tako, bom naredil en tak korist, da si malo svetlimo, kaj je mene pripeljalo do tega končnega preboja. In eden izmed teh je: freedom is just another word for nothing left to lose. Ja? Svoboda je samo druga beseda za nimaš več kaj izgubiti. Evo. In to je ena taka, ki vam jo, sej vam ne bo treba vsega izgubiti, daleč od tega. Jaz pa sem izgubil tiste stvari, ki sem jih imel največ. Življenje uči, ampak sem gotovo, da so bile itak napačne, ne? Oziroma, da so potrebovali servis, življenjski, ne? Jaz vam bom res hvaležen za katerokoli od teh izvedenih akcij. Od spodaj bom prilimal številko mojega enega rezervnega bančnega računa na banki N26. Mislim, ne vem, če bom sploh PayPal odpiral. Ampak tako, no. Dol bom dal podatke in če se vam zdi, če začutite, kakor imate moči, ne, v zasebna sporočila pa sprejemam, katere sestavine imate. Ne vem, enim že imate kakšno čebulo, eni boste imeli peso, enim je viška krompirov stol lanski, vse sorta, veste. Mi rabimo, denarja se itak ne da jesti, a ne da. Pa itak bo vse v maloro, kakor kaže. Ampak glej, se mogoče v tem trenutku pa še ni, ne, se človek res ne ve, ali bomo vsi skupaj rabili še 10 let, da se zbudimo, ali bomo bolj prej. Jaz bi rad, da gremo čim prej, prav? Hvala vsem, ki boste naredili karkoli od tega. Uživajte. Lep dan. Čau.